Oktober je mesec požarne varnosti. V Beli krajini so potekali zeliščarski dnevi. V Novem mestu premiero doživel film Milica 2. Lepo pozdravljeni. Prevrnjen avto s cisterno, iz katere je iztekala neznana nevarna snov, nezavesten potnik v vozilu, ogenj in na travi še eno vozilo na boku, ki ga je bilo treba razrezati. Na srečo je šlo le za vajo gasilsko-reševalnega centra Novo mesto v okviru meseca požarne varnosti. Ob hudih prometnih nesrečah je za učinkovito in varno intervencijo nujna odlična usposobljenost gasilcev in prav takšne vaje so tiste, ki jim pomagajo pri izpolnjevanju tehnik, hkrati pa ljudem približajo nevarnosti, s katerimi se gasilci dnevno soočajo. Prikazali smo klasično prometno nesrečo. Prva dojava je bila, da je sem prometna nesreča udeležen osebno vozilo. Izvozili smo tako kot na klasično prometno nesrečo. V nadaljevanju, ko smo prišli na kraj, smo ugotovili, da je udeležena še nevarna snov. Zato smo aktivirali še dodatno ekipo za posredovanje pri nevarnih snoveh z tisto opremo, ki jo rabimo pri teh nesrečah. 43 novomeških operativnih poklicnih gasilcev se vse manj ukvarja z ognjem in vse več s prometnimi nesrečami, pri katerih posredujejo skoraj vsak drugi dan. Tu je odzivni čas velikega pomena, pravijo. Mi kot enota 6. kategorije zakonsko v 1 minuti od prijave moramo izvoziti na intervencijo. To se pravi, tam naš izvoz je v 1 minuti, potem vožnja do kraja je pa odvisno, koliko daleč je. Načeloma nekako 1 kilometer minuta. Vaje so pomembne tudi zato, da gasilci ponovno opozorijo, da so samo ljudje, ki pa vsakodnevno nesebično žrtvujejo svoje življenje za reševanje drugih. Da opozorimo, da gasilci imamo res nevarno delo, da dejansko se srečujemo vsakodnevno, lahko tudi z zelo nevarnimi snovmi in zelo nevarnimi situacijami, ki lahko škodujejo tudi našemu zdravju. V zadnjem letu niso imeli opravka z nevarnimi snovmi, posredovali pa so v 20 intervencijah, ki bi jih lahko uvrstili v isti razred, še dodaja. V preteklem mesecu je bila ustanovljena Zveza društev ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki združuje pridelovalce iz 18 občin. Med njimi se je za najbolj ekološko ozaveščeno izkazala sevniška. Razkrivanje slabih praks v nekaterih vajah tuje prehranske industrije vse bolj ozavešča potrošnika o pomenu zdrave hrane. Kupci so zanjo pripravljeni odšteti nekaj več. Ker vem jaz to, kako se prideluje to, da moraš veliko več energije vložiti v to, kot sicer, ko samo uporabiš mineralna gnojila, pa raste recimo, ne, ampak to ni tisto. Ni vse, kar se nasplošno prodaja po tržnicah, ekološko blago. Ekološki kmet se kupcem izkazuje s certifikatom, ki ga dobi šele po 3 letih kontrolirane pridelave. Certifikat določa pogoje reje, pašo, prostorejo, brez verig, svobodne živali in to pomeni in tudi način krmljenja, manj silaže, več sena in te stvari. Prav tako določa pogoje v poljedelstvu. Za vzgojo ekoloških semen pa kot edina v državi skrbi semenarska hiša Amarant in kmetijsko ministrstvo podpira njeno prizadevanje. Mi imamo zdaj že 8 sort upisanih v sortno listo, zdaj jih imamo 11 v postopku. In moram reči, da tukaj ministrstvo nam res gre na roke in nasproti, tako da nam pomagajo, kar se pač da okrog te birokracije. Več podpore resornega ministrstva si želijo tudi ekološki kmetovalci. Pa ne samo finančne, ampak nasplošno podpore, da bi ekološki kmetje lahko prosperirali. Ker namreč vemo, da smo prepuščeni bolj sami sebi, kar se znanja tiče, kar se iznajdljivosti, kar se trženja tiče, smo v glavnem bolj samorastniki. Z bolj odmevno kmetijsko politiko pa bi več mladih v ekološkem kmetovanju videlo svojo poklicno pot, kar bi bilo koristno za družbo kot celoto, še dodaja. V Črnomlju in pod Žagarjevim kozolcem na Jugorju pod Gorjanci so konec minulega tedna potekali prvi zeliščarski dnevi v Beli krajini. 3-dnevna prireditev, ki jo je pod okriljem Črnomaljskega zavoda za izobraževanje in kulturo pripravilo 11 belokranjskih ponudnikov zeliščarskih izdelkov. Obiskali smo jih na zeliščni tržnici v Črnomlju, kjer so predstavili zelo pestro paleto izdelkov, ki jih izdelujejo in prodajajo na svojih zeliščnih in ekoloških kmetijah. Razmišljajo pa, da bi se povezali.
Mogoče v obliki društva, mogoče v obliki kakšne zadruge ali pa samo začasna trgovina ali da se povežemo pa da eden izmed proizvajalcev naše skupne izdelke prodaja. Bomo poiskali možnosti. Zeliščarski dnevi pa bodo zagotovo postali tradicionalni, pravijo. Meni se predvsem zdijo dobrodošli zato, da se ljudje družimo. Seveda je potem zdravo tudi neke prodaje, da se spoznamo med sabo, da spoznamo tudi izdelke drugega in da imajo ljudje priložnost na enem mestu spoznati te stvari. To se mi zdi predvsem dragoceno. Brozovičevi, ki iz zelišč delajo sokove in zdravilne sirupe, s prodajo nimajo težav. S tem, kar mi delamo, lahko naša zdaj 9-članska družina dostojno živi, tako da moram reči, da je prodaja v tem trenutku zdaj že nekaj let zelo dobra. Tudi povpraševanje po izdelkih iz konoplje iz leta v leto raste, pravi Boštjan Kočevar, eden prvih, ki je začel sejati industrijsko konopljo. Zdaj iz nje izdeluje veliko različnih izdelkov in kot pravi, se vedno pogosteje dogaja, da nas Ljubljančani kličejo za robo, ker nas prej niso, niti so jo hteli odkupovati. In še veliko primerov dobrih praks smo slišali. V sklopu 3-dnevne prireditve pa so pripravili tudi predavanje o užitnih divjih rastlinah, med katere seveda sodijo tudi zelišča. Vsa ta divja zelišča in druga divja zelenjava je 3 do 4krat bolj hranilna kot gojena, kar se rodnin, vitaminov, bioaktivnih snovi, naprimer antioksidantov in podobno tiče. Praktično vsi pleveli so za pojest, pa se borimo z njimi. Pravi Dario Cortese, velik poznavalec divje hrane, ki vedno bolj zanima Slovence. Vinogradniška sezona se je že pred časom prevesila v ključno obdobje, saj je predvsem od nege vina odvisno, kakšno kapljico bodo imeli vinogradniki in vinarji. K letošnji, sicer nekoliko skromnejši, a zato kakovostni beri, so kot nekaj malega, kot pravijo na Vinjem Vrhu, doprinesli tudi klopotci. Dober mesec in pol je nad vinorodnim pobočjem s svojo pesmijo kraljeval društveni klopotec. Slišim pa tudi tega in onga Blažičevga dol. Unga so najbolj že podrli, tako da jih je kar nekaj v tej bližini. Mislim, da je za letos klopotec svoje opravil. Tudi zaradi njegove pomoči se člani društva, zbrani ob snemanju klopoca, veselijo letošnjega vinskega letnika. Ni bila baš obilna, ampak zelo kakovostna, tako da kdo je letos dovolj kletarov, bomo izvrstno vino. Na recept ga bo treba piti. Da se na Vinjem Vrhu lahko pohvalijo z dobro vinsko kapljico, gre zasluga tako znanju vinogradnikov in vinarjev, kot vrhunski laboratorijski opremi, ki jo premorejo v društvu. Kjer dobijo dejansko prve rezultate, kaj so pridelali oziroma kako kletarijo. Je pa res, da kdor je bolj vesno hodil v laboratorij, ima manj težav. Zaradi zahtevnega kletarjanja vrhunskega letnika so se namreč že pojavile prve napake, dodaja Košak, ki vinogradnikom in vinarjem svetuje redno obiskovanje laboratorija. Naj si poslužujejo ljudi, ki obvladajo zadevo v kleteh oziroma v laboratorijih, naj jih poprašajo, naj jim ne bo narodno, tudi če kaj narobe, da bodo imeli na vse zadnje spomladi pa res kvalitetno pijačo. Prijatelji, na dobro letino, na zdravje! Vse, ki imamo nekje na tleh. Še nadaljujemo s smehom. Novomeška dvorana Marof je ob premieri filma Milice 2 pokala po šivih. Dolenjska je podprla nadaljevanje kultnega prvega dela filma, ki je luč sveta ugledal pred 20 leti, večina glavnih akterjev prvega dela pa se je vrnila na kinematografska platna. Film Saša Džukića in Francija Keka je postregel z veliko smeha in tudi nekaj akcije. Namesto filma pa so v premieri njegovi glavni junaki spremljali odzive ljudi, saj prav ti ponavadi izdajo največ. Če bom čisto iskren, kar nisem spal nekaj časa, ker sem se sekiral, kako bodo ljudje sprejeli film, kaj bo. Prvi je kar kulten, ratov, zdaj pa niti ni neki prvi film posebenega, ampak enostavno ljudje so imeli za tega velika pričakovanja. V filmu so nastopila številna znana imena iz sveta filma in družabnega življenja. In mislim, da je film
ima na svojo vedrino, mislim, da se bojo ljudje nasmejali lahko, da se bojo, veste kaj, odpočili od tega vsakdanjega, banalnega življenja, v katerem živimo. Vsi si želimo ven iz tega. Veš kaj, malo smeha. V Novi Mest vsi pomagajo. Kjer ga smo prosili, so pomagali, pa tudi druge po Sloveniji. Tudi ki smo jih prosili, če bi nastopali v tem filmu, so nastopali in se drugače pa ne bi mogli tega filma posneti. Mi smo brez kakšnih državnih sredstev, filmi koštajo po milijon evrov, naš je nekaj 10.000 evrov in smo ga delali na uslugah. Po pol leta snemanja in montaže, veselja in napora je film Milice 2 le ugledal luč sveta. To pa še ni vse. Na majčki piše Milice 1997, 2017, 2037. Čez 20 let se znova vidimo v kinematografih na 3. delu filma. Danes bo na sporedu ljubljanska premiera filma, nato bo film na ogled v kinematografih po vsej Sloveniji. Že vse od marca v Velikih Laščah in na Trubarjevi domačiji na Rašici potekajo prireditve ob 500. obletnici začetka reformacije. Knjigo Trubarjeva domačija praznuje, ki so jo izdali lani, so zdaj prevedli v nemščino in postavili razstavo grafik z naslovom Postaje na Trubarjevi življenjski poti. Razstava grafik prikazuje mesta, v katerih je Primož Trubar živel, ustvarjal, delal, nam pove avtor teh likovnih del in našteje Rašico, Reko, Ljubljano, Salzburg, Trst, Nürnberg, Bled in tako naprej. Šlo je za to, da je grafika narisana v maniri tistega časa z dost isto strukturo mest, kot je bila takrat. To je namen razstave bil in namen teh risb. 500. obletnico začetka reformacije so v Velikih Laščah obeležili tudi z izdajo monografije Trubarjeva domačija praznuje. Zdaj je išla še nemška različica. V prvem delu je bolj znanstveni prispevek o Trubarju, v njegovem življenju, v njegovem delu, v njegovem pomenu. Potem pa smo se odločili, da bomo skušali na poljuden način prikazati življenje Trubarjeve domačije. Zame je prevod take knjige seveda bil velik izziv. Pravzaprav je vsako novo besedilo, ki ga začnem prevajati, izziv, kako prenesti sporočilo besedila, kako prenesti odtenke pomenov v drug jezik. Prireditve ob predstavitvi nemškega prevoda in otvoritvi razstave so se med drugim udeležili predstavniki občine Puconci. Mi smo s Trubarjem povezani tudi po veri. V naši občini je nekako čez 70% evangeličanov luteranov. In v tem smislu smo predvsem povezani, čeravno smo bili mi 1000 let pod Madžare. Občina Puconci in Rašica imata poleg Ljubljane naziv Evropsko mesto reformacije. Teh je po vsej Evropi že 68. Eden od 9 kandidatov, ki se poteguje za predsedniški stolček, je tudi kamniški župan Marjan Šarec. Diplomirani igralec se predstavlja z geslom Človek, skupnost, država. Za kandidaturo se je odločil, ker želi, da v politiko pride nova energija. Predsednik mora znati združevati in prisluhniti ljudem, pravi. To pomeni, da je predsednik nekako res tista najvišja inštanca, ne samo simbolična, kot se danes rado poudarja, ampak tudi predvsem mora povzdigniti glas, kadar je to potrebno. Velik poudarek daje socialnemu in demografskemu vidiku naše družbe. Število aktivnega prebivalstva se zmanjšuje napram upokojencem in to razmerje je zdaj že 1:1 in če ne bomo aktivno posegli v to politiko upokojevanja in pa tako imenovano pokojninsko reformo, potem se nam bo slabo pisalo. Brez ljudi ni skupnosti in brez skupnosti ni države. Država smo ljudje, pravi 39-letni predsedniški kandidat. Toliko smo vam pripravili v torkovih novicah. Preživite lep večer tudi v družbi vašega kanala.